Ko govorimo o true crime primerih, jih večina pride v naše življenje tako, da nekje preberemo članek, nekdo objavi novico ali pa pride ven dokumentarc. Ali pa pove Alenka Trogrlič. Redko kdaj se zgodi, da vse skupaj začne TikTok. Resnični, neskriptirani, naključno posneti TikTok. In še bolj redko se zgodi, da video s plaže, nekaj sekund smeha, malo glasbe, malo otroškega adrenalina v resnici skriva začetek brutalnega umora. In točno tako se bo začel naš današnji ne umor, ampak najdba trupel, in to ne enega, dveh trupel na plaži. Dobrodošli v ta video, dobrodošli nazaj ali pa stotič ali pa prvič, kakorkoli že ste na kanalu Alenke Trogrlič ali pa Alien mame, kakor vam je bližji. Pijem mačo v stilu zelenega, tako kot so tudi alieni zeleni. Danes zjutraj se mi je cela kava polila po tleh, tako da zdaj ura 3 že skoraj, pa nisem jedla, tako da moram nekaj spiti. Bomo šli zelo hitro na ta primer. Moram reči, da ni zapleten primer, je pa tak zelo poslušljivo, kako bi rekla, ni v zadnje bilo nekaj zapleteno, ni bilo plot twistov, ni se zgodil nekaj ekstremno nepričakovanega, razen samega začetka tega umora, ker je bizarno. Pač predstavljaj si, da se ti sprehajaš po plaži, pa snemaš TikTok in najdeš kovček, ne eden, dva, z 2 truploma in v bistvu se prestrašiš že na točki, kad tok smrdi. Mislim, to mora biti res bizarno. Bomo šli pa zdaj v čas korone oziroma v čas lockdowna. V teh 2 kovčkih sta bile 2 resnične osebe, torej 2 resnična trupla, in sicer Austin Wenner in Jessica Lewis. Ona sta v bistvu bila samo 2 osebi, ki sta poskušala preživeti v življenju, pač težko jima je bilo zaslužiti, želela sta čim bolj čez prijeti in sta bila očitno pri nekomu v najemu, ki je bil napačna oseba, ne samo za njiju, ampak pač nasploh zelo velik nepridiprav, ki jima je tudi končal življenje. Oseba, ki bi samo na mesec mogla od njega pobrati tistega jurja pa pol funtov, dolarjev, ker smo v Seattlu, ampak je bil na koncu njun morilec. Začnimo pa kar na plaži in z aplikacijo Randonautica. Jaz zdaj ne vem, če mi to poznamo. Ali je kdo poznal, ali je kdo uporabljal, ne vem. Kaj vem, da če rečem aplikacija Pokemoni, bi vsi vedeli, ker smo jo vsi igrali, vsi smo gledali v telefon in skoraj padali čez vsak klif ali pa prišli pod avto zaradi nje. Ne vem pa, če to poznate. Baje je point tega appa, da bi se ljudje majčkeno zabavali, družili in hodili zunaj v času lockdowna. Zdaj ne vem, ali je bil point, da greš ven in se sprehajati, ali je bil point to, da je kot izziv, da sploh greš ven, ker ne smeš. Nisem čez ziher, tudi ne vem, kako točno je bilo v Seattlu takrat. Point je bil, da si dobil na ključne koordinate, ki jih je pač določil algoritem v tvoji bližini in si pač imel kot challenge, da tja greš. Zdaj pa, ali da so s kom srečal, ali sam ne vem. In točno to so ti 3 najstniki iz Seattla naredili. Bili so pač 3 v višjih najstniških letih in so šli tukaj do plaže in točno tja, ki jih je ta navigacija pripeljala, te koordinate, so potem našli, ker so našli te 2 kufra, oziroma najprej enega. In če jaz pomislim na ta obdobje lockdowna, se spomnite, ko smo tako postali basically digitalni zaporniki na nek način, ne samo, da nismo mogli ven, tudi online si bil ves čas nadzorovan. Itak si mogel se prikazati na Zoom kameri, če si hotel kje biti, QR kode so bile povsod prisotne, ves čas si mogel svoje neke informacije dajati, pa zdravstvene podatke, in že takrat je bilo samoumevno, da online uporabljam neko zaščito in še zdaj jo uporabljam, in to je sponsor tega videa Surfshark VPN. Z njim pa lahko online brskaš popolnoma zasebno, noben ne vidi, kaj delaš, ker ne puščaš internetnih mesi sledi blatnih za sabo. Noben ne ve, kje si bil. Poleg tega ti Surfshark obviously odklene celo bazo Netflix filmov in serij. Poleg tega pa recimo spremeniš svojo lokacijo in dobiš cenejše letalske karte. Takrat ti to sicer ni prav prišlo, ampak zdaj ti pa bo. Pol pa Surfshark ponuja tudi opcijo Surfshark One, ena izmed plusov tega je Surfshark Alert. Surfshark Alert pa nažene paniko v primeru, da bi karkoli mojega ušlo na splet, recimo gesla ali pa moji podatki. Upam, da te je to prepričal, in če te je, klikaj link v opisu in tipkaj kodo Alenka za 4 dodatne mesece Surfsharka. Zdaj pa gremo nazaj v ta lockdown obdobje, junij 2020, Seattle. Plaža, na kateri se nahajamo, je imenovana Alki Beach, taka ful je tam nekih kamnov in na te kamne so tudi nasedali potem ti kufri, kovčki. Te 3 najstniki torej so prišli zaradi te aplikacije tja in so tudi snemali, ker so hoteli ta challenge moment posnetka, ok, smo na tej lokaciji, kaj se tukaj kaj dogaja. Treba je razumeti, da ko so oni prišli na ta kraj, so snemali v času oseke. Ne vem točno, koliko je bila ura, ampak je bila oseka, torej voda je nižja. In en izmed teh kufrov je pač
se zagozdil tja med skale in oni so to hitro videli, so rekli, oj, valjda moramo eksplorati. In potem ena punca je bila prva, ki si je drznila majčkeno del iti, valjda, in je tudi prišla do kufra in prva stvar, ki ji je dobesedno butanila v nos, je bilo smrad, pač ekstremen smrad. In njim se že vidi pol, da začnejo crukati, cvikati, da se začnejo smejati, ker je nek obramben mehanizem, ki ti je nekaj weird, ko že čutiš, da se nekaj čudnega dogaja in da nekaj ni okej. In se majčkeno smehljajo in tako. In potem sem, da ena druga ali nekdo drug od njih je šel s palco kot dvigant ta pokrov kufra, ker je bil že kot odprt. In ko so to odprli, je bil von valjda še bolj ogaben, še bolj močen, ker noter imamo trupla. In je tudi, so videli, da je noter vse zavit v te duffelbage, v razne črne vreče itd. In da je tudi predvsem močno zavito vse, pa tudi nabasani so bili te kufri, oziroma tak, ki so ga prvega videli, zdaj eden. Na tej točki je majčken strah, ampak pričakujejo, da je nekaj ribiškega noter, ali pa mogoče kakšna žival, ali pa kakšno staro perilo. Eden od njih mislim, da še reče, kao, karkoli že je tole zihar nekaj ogabnega. In tudi počas mislim, da so se oni umaknili in poklicali policijo. Zdaj fun fact pri tej policiji bil, da so bili očitno overloadeni ta dan, niso mogli takoj priti. In baje ni čisto tipično, ne vem, pol ure je baje že veliko in jih ni bilo več kot pol ure. In v tem času je bila spet plima. Plima je torej spet dosegla te kovčke in jih je odnesla. Medtem so oni tudi že videli drug kufr v bližini, ampak niso jih upali več odpirati, ker so pa čutili, da nekaj ne štima. In plima, kot fun fact, je dejansko jih nazaj odnesla na odprto morje, sicer ne daleč, potem so enega hitro najdeli policija in so bili tako, ups, prazen je. In potem so najdeli te vreče, ki so počasi splavale ven na različnih končkih in delih. In zelo hitro je postalo jasno, da ne gre za nekaj drugega, ampak da so to človeška trupla. In tudi hitro je bilo jasno, da ni samo eno, ker če so takoj najdeli dva torzota, torej dva trupna dela in potem, ne vem, 3 noge, je bilo logično, da ne gre za samo eno osebo, gre za pač 2 plus osebi. Ko so ugotovili, da gre za nekaj velikega in nekaj grozljivega, so naredili iz tega celo akcijo, poklicali so še gasilce in vse ostale, da so prišli pomagati in iskati in raziskovati, če kje še kaj drugega. Policija torej zapečati območje, plaža se tudi sprazni in zadeva se začne premikati kriminalistično in tudi prioritetno, valjda. Zdaj pa, ko so gledali vzorec tega razkosanja trupel, so videli, da pač je bil to nekdo, ki je mogel biti deloma miren pri tem dejanju in tudi jasno je bilo, da se je logično želel trupel znebiti, torej ali je imel ful veliko časa ali bil pa nekdo, ki mu to ni bilo to grozno, a veš, da če nekaj tako dokaj natančno lepo razrežeš in pospraviš v kufer, je tako, ali si vzel čas, verjetno nisi bil paničen, torej storilec je nekdo, ki ni nujno, da to ni počel prvič, ampak definitivno ni bil v največjem stresu, ki je to počel. Kmalu zatem se začne tudi forenzična obdelava trupel. Niso imeli ogromno dela s tem, zaradi tega, ker zelo hitro iz lokalne skupnosti v bližini prišel poziv, da pogrešajo 2 osebi in valjda se potem policije med sabo povežejo. In te osebi so bile ravno Austin in Jessica. Analiza je tudi zelo hitro pokazala, da je imel moški, torej Austin, strelno rano, ki zaenkrat ni toliko bistvena, kakor potem pri dokazih bo bistvena. Jessica je imela pa ogromno teh ureznin oziroma znakov, da je bila verjetno zabodena. Že vmes so ugotavljali, da mora biti moški star verjetno med 25 in 30 let, ženska pa majčkeno starejša in tudi je bilo, na koncu mislim, da je bil on 27-letnik, ona pa 35-letna ženska. In tudi počasi se potem začne sestavljati zgodba in one dva sta bila par in živela sta skupaj v neke vrste stanovanju, ki je bil namenjen oziroma ga je pogosto oddajala oseba, ki je oddajala stanovanje tistim, ki so si majčkeno težji privoščili. Ne vem točno, kako to deluje, ali da so bolj poceni ali ne. Ne vem, meni je to bizarno, ker ta stanovanja so bila še zmeraj, se pravi, njun je bil 1500 na mesec, ker verjetno za tam ni ogromno, definitivno pa ni spet ful mal. Ali? Seattle. Austin je bil tak zelo zunanji človek, on je oboževal kampiranje, taborne ogne, pet s kitaro ob ognju, oboževal je country glasbo, tak, res je imel rad naravo. Jessica je bila pa majčkeno starejša, ampak je tudi očitno majčkeno kasneje končala srednjo šolo, tako da zdaj enkrat ne dolg nazaj. Njo so pa opisovali predvsem kot tak sonček, zelo prijazno, zelo pozorno, pa tudi delala je s starostniki in z ljudmi, ki so imeli pač neke dodatne potrebe, kakorkoli že njena core lastnost je bila, da hoče pomagati ljudem. Tako da je še toliko bolj žalostno v tem primeru, da jih te dva človeka izgubita življenje, ki sta se trudila, pa nista bila, veš, na mamilih, pa nista delala slabih stvari, samo pač preprosto sta res težko shajala.
Tudi imela sta obdobje, ko sta pomagala včasih na dvorišču koga, mečkan pospraviti, mečkan zrihtati, mečkan pokositi, kakorkoli že, da sta imela nek dodaten zaslužek, da bi se lahko privoščila pač neko solidno življenje, ampak očitno jima ni uspevalo, ker očitno sta zamujala z najemnino. Prebrala sem tudi, da naj bi na truplih bilo neko perje živali in pa trava v ustih, trava za zemljo. Zdaj to ne vem, kasneje nikjer nisem prebrala, kaj bi to pomenilo in kako bi do tega prišlo. Lahko je samo del procesa, ko jih je pač rezal ali bilo kaj, ampak ja, tako fun fact. Kdo torej oseba, ki naj bi jih ubila, oziroma jih kasneje zvemo, je ubila? Ko je policija torej klicala sorodnike in prijatelje, so dobili ključno informacijo. Par je živel v najetem prostoru pri moškem po imenu Michael Dudley. Ampak prej, ko sta Austin in Jessica govorila, ki živita, sta ves čas omenjala samo ime Mike, torej bolj skrajšano vse. Celo ime je potem Michael Dudley. Zdaj tako čudenje, ki ga vidiš na sliki, ki je zdaj te verjetno že videli na sliki, zgleda ekstremno prijazen gospodič, ki je en Santa Claus brez, ne vem, brade pa kapce. In je prav bizarno, da je bil on taka pošast, ampak je bil značilen po tem, da je nestabilen. Veliko ljudi je kasneje, pač kot priče so povedali, da je počel grozljive stvari, da je bil zelo, nisi vedel, kaj bo od njega prišlo, očitno se je veliko kregal. Imel je orožje, zdaj tam je itak po moje dovoljeno, ampak on je imel to orožje in večkrat grozil in bil nevaren širši publiki. Vse te informacije so potem kasneje prišle ven. Stanovali so pa v M-Baum Boulevard od leta 2019. Ups. Druga kava danes, ki se mi je polila. Zdaj, tako, kakor sem jaz njihovo situacijo razumela, s družinami se niso veliko videli, one dva sta živela zase v tem boulevardu, njune družine druge, ampak ker so se občasno slišali. Enkrat je bila ena težava. Samoanci so tukaj kao manjša etnična skupina, jih je pač nekaj tukaj v Seattlu in na eni točki, lih takrat, ko naj bi Jessica in Austin na enem dvorišču malo pomagala pri teh klasičnih opravilih, naj bi prišlo do pretepa. Ne spomnim se točno zakaj, ampak takrat naj bi potem tudi družina prišla to mečkam preveriti. In se mi zdi, da lih zaradi tega ozadja, da Samoanci sta imela neke težave, očitno občasno ali pa vsaj samo enkrat, je družina nekako imela to krinko, da je to večji problem kot pa mogoče ta Dudley, pri katerem sta dejansko živela, Mike Dudley. Ampak ko je enkrat družina prišla preveriti njuno stanje, jih takrat ni bilo. In sta govorila z Dudleyjem, kje pa sta pa Jessica pa Austin, in je on rekel, ful na hiter sta kar popokala in šla. Ampak point je bil, da sta vse pustila za sabo, tako vse je bilo še vedno gor v stanovanju, oblačila in vse. In je bilo res bizarno, da bi ona dva kar šla. Še ena stvar je bila, ko je še oče takrat mem teh velikih smeti, je noter zavohal iz tega res ogaben von, je rekel res smrdeč von, takega še nikdar v življenju ni vohal. In tudi kmalu zatem se je potem sprožila akcija neke vrste, ker sta ona dva že bila pogrešana in so šli preverjati na policijo njune klice in stanje telefonov in zelo hitro so ugotovili, da se je telefon zadnjič, vsaj od nje od Jessica, prižgal 9. junija, je bil nazadnje prižgan v nekih zgodnih popoldanskih urah in tudi zadnji klici so bili opravljeni skupaj z Dudleyjem. To zveni tako, kot da so se lih slišali in potem so se dobili in potem je pač šlo nekaj hudo narobe, pač tako izpade. Ker potem telefon, ne moramo reči, da se mu ne vem kaj zgodilo, ampak je prekinjen stik, torej ali je zmanjkalo baterije, ali pa je ugasen, ali pa uničen, a štekaš pač preprost je off. Potem so sklepali, da je bil ta 9. junij tudi dan, ko sta bila ona dva verjetno umorjena. To so sklepali tudi potem zaradi komarjih pikov, pač ful zanimiv fun fact, iz forenzične perspektive za moje pojme, ker glede na to, da so bili komarji piki še vedno na njunih telesih, ker pač ko telo umre, se pač procesi nehajo in komarji pik pač ostane, tak je bil skor, torej sta mogla biti lih pičena, to je pa itak bolj pogosto zvečer, pač v teh pomladnih poletnih dnevih je to zvečer. Tako da verjetno sta bila pičena enkrat zvečer in malo zatem umorjena. Zdaj gremo pa na to, kaj so priče povedale. Meni osebno je ful zanimivo, ko bomo prišli do zadnjih par prič, ker je res crazy, kaj so imeli zapovedati, pač je res crazy. Ampak prva priča je teta od Austina, ona je trdila, da so živeli pri Dudleyju, torej Mike Dudley, in da jim je bilo pač neprijetno, da sta mislila, da je malo creepy pa malo crazy. In tudi, ko jih je enkrat ona obiskala, ker je živela dokaj v bližini, rekla,
rekla, da sta bila na nek način panicked, pa da sta omenjala neke neporavnane čeke itd., ker je pač logično, ker verjetno jih je izsiljeval. Potem še ena priča naj bi bil sosed, ki tam sicer ni več živel, torej se je odselil, ampak je občasno še prišel nazaj, I guess, v to hišo pogledati, pospraviti bilo kaj. On je rekel direktno, da je očitno takrat bil tam, zdaj ali je Dudley večkrat streljal, ali pa bil lih to ta večer, in je rekel, da je slišal strele. Zdaj pa tako, te dve priče sta najbolj bizarne, ker sta očitno želele priti sem kot cimri, dve ženski, če se ne motim. Ne vem, ker piše samo priča 1, priča 2. In one dve naj bi prek kolegov poznale Dudleyja in bili zaradi tega verjetno tudi pritegnjene v ta okoliš, v smislu, kao vse je v redu, vse je safe. In jaz še prav razumem, sta te dve priče dobile točno to sobo, ki sta jo imela pač, meni je to noro. Točno to sobo, ki sta jo imela prej Jessica in Austin. Pazi zdaj to. Ko sta te dve nove cimre pa šle tja, sta šla najprej po tuš, najprej ena, potem druga, meni je to tako noro. In je potem tista druga, ki je bila v sobi, ki je bila druga po tušem, je pač videla kup oblačil na posli, ki niso bile njuna oblačila. In od spod je gledala ven krvava roka. Jaz čeprav razumem to pričanje, od te priče je potem truplo takrat od enega ali drugega bilo tam, ali pa oba, ne vem. Jaz ne vem, ali je bil Dudley malo nepristeben, ker jim je še rekel takrat, kao, pejte nekam mečkam, da jaz pospravim ta mes. In tudi, kad je bila ena izmed teh prič dol v kleti, je tam tudi videla potem te vreče nečesa. In se ne vem, spet so bila to trupla ali nekaj drugega, ker pač te razlage prič so tako zbegane, ker samo pove, kaj se spomne. Zdaj, kaj pa v resnici bilo, pa Bog ve. Očitno je bilo tudi strah, v glavnem ne vem, bizarno je to. In potem očitno, ko sta se one dve končno upala spet vrniti v to sobo, by the way, tej sobi za 1500 na mesec se reče Blue Room, torej ista soba, kjer sta bila tudi Jessica in Austin. In je tudi videla tam na omarcah dobesedno strel noter v omarci. Ta strel je bil potem kasneje pomemben za raziskavo, ker je bil točen ta strel verjeten, ki je ubil tudi Austina, ker je imel v sebi strelno rano. In potem ful enih poškodovanih delov prostora, da bi bil malo razsekan, malo razdrt, malo razbit. Plus, tudi tako, ko sta one dve prišle, sta opazile na samu Michaelu Dudleyju, da je imel počena očala in je bil popraskan. Tako prav, predstavljam si, kako scary to moglo biti. Ni mi pa jasno, zakaj ste se te dve priče vrnile sem, potem sta videle basically truplo na posli. Edin, če sta bile te dve priče mogoče, ne vem, mogoče na drogah, ne vem. To je zdaj čisto samo ugibam, pojma nimam. Po vsem tem, logično, po vseh teh dokazih, po teh pričanjih in po tem, ko so videli, kje so se telefonski klici končali, so imeli nalog za preiskavo hiše in so prišli k Dudleyju domov. Ker so ugotovili, bilo nekaj, kaj je zelo tipično za preiskavo pri kriminalistih, ki vidijo, da je tukaj bilo veliko stvari, ki se poskušajo prekriti neke dokaze. Bilo je dokaj na sveže prepleskano. Krvni madeži so bili ekstremno slabo spucani. Bili so sem pa tja še vedno, napol spucani, neke wannabe prekriti. A veste, tista tekočina pa je luminol, ne luminol, pač tista luč, ki pržgeš in točno vidiš krvne madeže. V glavnem tega je bilo ogromno. Karkoli že bilo, se je videl, da je bil tam masakr. Tako da je bilo zelo hitro jasno, da so Dudleyja tudi imeli pravico odpeljati v pripor. Zdaj, sprve je on gladko trdil, da ni popolnoma nič kriv, da ni nič naredil, da ni nobenega ubil, medtem ko je rekel, da je vsa ta kri zaradi tega, ker se je Jessica na eni točki urezala in je pač nekontrolirano tekla kri. Ko so ga pa dejansko vprašali, ok, odkje pa ta strelna udolbinca na omarci tisti, pa dobesedno pač sploh ni imel odgovora. Zdaj, ko pridemo do motiva in sestavimo skupaj vse te informacije, ni toliko zakompliciran. Če mene vprašaš, je bil Dudley nek visoko moten posameznik. Jeza, ni kontroliral svoje jeze, temperament je imel obupan, ker pač kaj boš imel tega, da nekoga ubiješ, če pač ti nekaj ne plačaš. Zmeraj ti prej plačal, ali pa saj nek del denarja, da če pač ga ne ubiješ, I guess. A veš, kaj mislim, pač mogel biti res ekstremno jezen psiho, da je pač se to zgodilo, da je obema vzel življenje. In tudi dejstvo, da je drugim potem naslednjim dvem najemalkam delno povedal, da mora pač nek mes počistiti in da je kar napol povedal, da se je nekaj groznega zgodilo, je tako, ne vem, a ti hočeš, da te policija kuj najde, ne vem, pač ful čudak. Tudi, ko so potem kasneje govorili, mislim, da je bila spet ta teta od Austina, je govorila, da je bil on res psihopat in da ne ve, kaj si mislil, da je baje enkrat iz jeze pretepil psa do smrti, ker je hotel domačo kuro pojesti ali nekaj, ali jo je lovil, ne vem. In potem je tega psa pustil na dvorišču več dni, da je pač tam gnil. Očitno je imel res rad von gnijočih stvari, ker jih je imel vedno tam, ali trupla, ali ne vem kaj, ali unga psa.
Dudley je bil že mesece v težavah in ni več prenašal zamikov plačevanja najemnin. Prišlo je do prepira, v nekem trenutku je Dudley potegnil pištolo in ustrelil Austina. Jessica je poskušala pobegati in ni uspelo. Nato je Dudley naredil nekaj, kar zahteva trde živce ali pa popoln razpad moralne zavore, to, da je natančno trupla razsekal, jih lepo zavil v tiste vreče in vrgel v morje. Bil je prepričan, da bojo pač potonila, no niso. Dokazi so se sami naplaknili nazaj na obalo in tisti najstniki, tiktokerji so to najdeli. Čez finiš tega je, da so ga z lahkoto z dokazi hitro zaprli, pač sojenje ni bilo toliko zakomplicirano, je dobil bail v višini, možnost izpusta v višini denarne vsote 5 milijonov, ampak je pač ostal v zaporu. Obtožen je bil 2 umorov 2. stopnje, je pa potem pristal v King County jailu. Zaporu. To je pa to za ta video, dragi moji. Se gledamo z naslednjemu True Crime naslednji petek. Napišite mi tukaj kakšne druge ideje, če se spomnite, jih bom ziher prebrala, tudi če ne odgovorim. Če v kakšen nadaljš opisan, me lahko še bolj navduš, ker bom še bolj lahko videla, zakaj se gre. Tisti, ki ste že pozabili do zdaj, klikaj link v opisu tega videa in vtipkaj kodo Alenka za 4 dodatne mesece Surfsharka, da boste varni online. Jaz pa vas na tej točki zapuščam. Elijana mama out, se gledamo naslednjič. I love you, bye. Pridni